No, pa smo prišli, da vidimo, kako v strani lisice. Oni se že smeje notri, bomo videli, če nam bojo dobili izpred snemati. Kaj, Luka, zakaj si parkiral tle? Tukaj smo parkirali, ker je modra cona. Vse je parkirišče. Ja, ma nisi plačal lističa? To je pa res in zato sem tudi dobil lisice in bom plačal kazen. Oziroma lisice smo že plačali in... Kakšna je bila kazen? Kazen je 20,86 € so lisice, pa še 40 € je kazen. Tako da v bistvu zdaj smo plačali lisice, evo, si so zelo hitri, je treba pohvaliti, v 5 minutah po plačilu so že prišli, tako da hvala lepa. Srečno, ja nič, upam, da se vidimo v kakšni drugi priložnosti, pa ne na parkirišči. Ja ne, tu izven parkirišč ne smeš parkirati, čakaj malo. No. Vedno me držiš za besedo. Ja, jebi ga, tako je. Kaj pa zdaj so kar pozvali k bojkotu, ne? Sem videl tudi na Titovem trgu, pa tle so porisali. Ja, tudi tu vsak dan se razvija. Ne vem točno, pač nekdo, ki konec koncev tudi izraža svojo politično prepričanost, da je treba bojkotirati volitve. Jaz mislim, da je bojkot volitev največja napaka. Pa ne glede na to, za katero stranko si. Dobro je, da se gre na volitve in da se pove svoje mnenje, ker samo na tak način lahko dejansko prevzameš odgovornost in potem tudi vpliv na to, kaj bo politika in država počela v naslednjih 4 letih. Če tega ne narediš, potem pa konec koncev nimaš niti opravičila za to, da nimaš niti upravičila za to, da potem se pritožuješ. Zato, ker konec koncev, če nisi šel voliti, si dal drugim možnost, da odločajo tudi zate in konec koncev si razporedil tvoj glas med vsemi strankami, torej tudi med tistimi, ki ti res niso všeč. Sicer pa, kar se tiče listkov, ti bom pa še nekaj pokazal, kajti smo ugotovili, da so nezakoniti. Ja, parkomati vidim, da je zaprt, ker o 15 uri zapre. Ampak če greš recimo na Brolo, ne, ali na Ukmarjev trg ali pa za tržnico dobiš, parkirni listki so samo v slovenščini in na parkirnem listku piše, kaj moraš z njim narediti, torej da ga moraš dati na vetrobransko steklo. Tako da vsi tisti, ki dobite kazen zaradi tega, ker listka niste imeli, dejansko, ker ni dvojezičen, vi na dvojezičnem območju seveda niste primorani obvezno poznati samo slovenščine in imate pravico se pritožiti in po mojem mnenju, sicer to bo potem sodišče odločilo, po mojem mnenju je pravna osnova, torej listek nezakonit in zato tudi torej tvoj oče lahko tudi ne parkira? Kdorkoli na dvojezičnem območju mora biti vsi uradni dokumenti. Kot predstavnik manjšine še toliko manj? Vsi, dvojezičnost velja za vse, tudi zate, tudi zame, kdorkoli na dvojezičnem območju ima pravico dobiti dvojezične dokumente. Konec konca za tujca, kaj po zakonu, je dolžan plačati položnico, če se odpelje s položnico čez mejo? Nisem pravnik, da bi to vedel, kako delajo za tujce. Vem, da ponavadi tablicam, ki niso koprske, dajo lisice. Recimo ta kamion je mariborska registracija in verjetno to je razlog, zaradi katerega sem že drugič dobil lisice na tem. Ampak zanimivo, prvič sem pa dobil lisice v petek, to je pa zelo zanimivo. Listek je bil plačan, je bil veljaven, vendar je bil plačan na Ukmarjevem trgu čez cel dan in potem smo mi čez dan zamenjali lokacijo. In so nam danes redarji razložili, da mora biti listek iz točno tistega parkirišča, kjer si ti parkiral. Kar je malo nelogično, ker konec koncev tarifa je enaka, upravitelj parkirišča je isti, ampak tako so nam povedali, sicer to tudi spet nikjer ne piše, ampak dobro je, da opozorimo javnost. Torej, listek mora biti na parkirišču, kjer ste parkirali avto, dokler pa ni dvojezičen, konec koncev je njegova pravna veljavnost vprašljiva. Hvala.